Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V veliko veselje in čast mi je, da v današnjem športnem pogovoru gostimo najboljšo idrijsko športnico Tanjo Žakelj. Tanja, lepo pozdravljena v našem studiu. Živijo. V današnjem pogovoru naj loči steklo, ki preprečuje širjenje virusa, zato bova pogovor opravila brez mask. Pred kratkim ste zaključila letošnjo sezono in sicer z odličnim 9. mestom na svetovnem prvenstvu. Ste zadovoljna? Ja, sem, kajti dosegla sem 10. na svetovnem prvenstvu in pa svetovno prvenstvo je tista največkrat najpomembnejša dirka v sezoni in kaj čem drugega kot biti zadovoljna. Tekma je potekala v Avstriji, nam lahko opišete sam potek tekmovanja? Svetovno prvenstvo so iz znanih razlogov pandemije, ki nas je zajela, prestavili v Avstrijo, sicer naj bi to potekalo v Nemčiji. Tam v Avstriji, pa tudi čas je bil zdaj že kar pozen, tako da sem pričakovala razmere, kakršne so bile, to so pa nižje temperature in pa tudi deževje, tako da je bila proga precej razmočena, ampak mi je kar ustrezala, mi je bilo zabavno in tudi na splošno sem se tam dobro počutila, pa dosegla še res fajn rezultat. V primerjavi s tekmicami ste predvsem napredovala po mestih v drugem delu tekme. Kako to vaši časi krogov so bili dokaj konstantni, se pravi, so tekmice se na začetku preveč zagnale? Bo kar držalo, tako kot ste rekel, ker po dirki sicer ne veš točno, ampak smo pogledali analizo časov po krogih, ki so bili moji, ker časi so bili zelo konstantni, ostale so malo popustile v zaključku dirke. Tako da mi je uspelo še v zadnjih krogih res napredovati v 10. Sicer pa je bila letošnja sezona gledano z mednarodnega najvišjega ranga dokaj kratka, imeli ste le še tekmo v Novem mestu na Češkem? Ja, je bila kratka, ampak hkrati isto, ne vem, po drugi strani fizično naporna, ker je bila strnjena, pa tudi med sezono oziroma v času, ko je normalno potekala sezona, ni bilo počitka, temveč smo se ves čas pripravljali in trenirali na dirke ter upali na sleherno dirko, da bi potekala. Nazadnje so izpeljali sicer tak skrajšan svetovni pokal in pa svetovno prvenstvo, na koncu še evropsko prvenstvo, tako da nekaj je bilo od sezone, ne pa tako, kot je bilo prejšnja leta. Verjetno je bil vaš prvotni cilj za letošnjo sezono pred vsemi zapleti, ki so nastali zaradi virusa, olimpijske igre? Ja, olimpijske igre so bile velika motivacija, predvsem v pripravljalnem delu sezone. Čez zimo sem naredila nekaj stvari več kot navadno, z razlogom, da bi bila boljše pripravljena na sezono. Že kar zgodaj, marca so se pa začeli zapleti in pa upanje sem prestavljala iz dneva v dan, takrat so v bistvu prestavljali in odpovedovali dirke, da bodo še letos organizirane olimpijske igre, predvsem tako v jesenskem času, navadno imam kar formo na visokem nivoju, ampak na žalost niso bile letos izpeljane, bodo pa prihodnje leto. Olimpijske igre so torej predvidene prihodnje leto, ostajate članica reprezentance? Ja, še vedno je res tako, da so predvidene, ampak ja, do konca upajmo, da bodo. Mi imam pa podpisano pogodbo z Olimpijskim komitejem Slovenije kot kandidatka za olimpijske igre, tako da tale obvelja do naslednjega leta. Kaj pa nastopi na domačih tleh? Seveda se jih bom udeleževala, kakorkoli pač bodo izpeljani, razpisani. Točno tudi jaz zdaj še ne vem. Mislim, da so zelo nepredvidljivi časi, ampak vsekakor potrebujem take dirke na domačih tleh in pa tudi na svetovni ravni nekaj dirk prej, tako da pridem v tekmovalni ritem in potem upam na najboljše za olimpijske igre. So pa tudi vaši letošnji rezultati na dirkah slovenskega pokala zelo dobri, a ne? Je stvar tudi na tem, da kakšne večje konkurence v Sloveniji nimam, ampak se pa poskušam primerjati s člani oziroma bolj z veterani, amaterji, se pravi moškimi, ki so na štartu, katerih imam recimo primerljive čase krogov, pa tudi ko imamo skupinski štart, tako da imam nekaj sotekmovalcev ob sebi, ki me malo priganjajo, da ne vozim ravno v coni udobja.
Ste članica ekipe Unior Da Vinci. Kako ste zadovoljni z društvom, z ekipo, ostajate v tej ekipi tudi v prihodnje? Z ekipo imam že vrsto let, enoletne pogodbe. Smo pa v dogovorih tudi za naslednje leto. Zdaj, če se bo pa ravno tako ekipa tudi imenovala, kar je seveda povezano s tem, kakšne sponzorje bo imela, pa še ni točno znano. Omenila ste, da na slovenski ravni, da ni prav veliko tekmic, pa mogoče vidite med mladimi kolesarkami kakšno potencialno, ki bi vas nasledila. Vemo, da dobrih 15 let nazaj je v Idriji oziroma v naši občini začela z dobrimi rezultati Nina Homovec, za njo ste prišla vi. Se obeta kakšna naslednica? Lahko bi se, pa če pomislim tako za nazaj, ko so bili tudi z Nino klubski sotekmovalki, mi je bila veliko motivacijo tudi, oziroma sem se zgledovala po njej, tudi tehnično je bila veliko boljše podkovana. Vlekli pa so me naprej tisti moji rezultati in pa napredek, ko sem mi bila vedno bliže in tudi ko sem bila kar hitro tudi hitrejša, oziroma sem kakšen rezultat presegala od nje, ko je bila še članica, jaz mladinka. Kak je za mano, pač so neki punci, ne ravno recimo, da bi bile že v moji konkurenci kot članice, pa mlajše članice, mogoče pa v tistih nižjih kategorijah, katera vztraja, ampak tukaj je vseeno še toliko časa pred njo, da ne vemo, kako se bodo dekleta odločala. Vrsto let je potekal tudi vzpon za pokal Tanje Žakelj, nažalost je bil tudi letos ta odpovedan. Ste tam mogoče opazili kakšnega mladega tekmovalca ali pa tekmovalko, ki bi opozoril nase? A še vseeno so tekmovalke številčnejše na dirkah, recimo za slovenski pokal v krosu, in tudi bolj spremljam to disciplino vzpona ni. Ne vem, nisem niti prepričana, če sploh ima recimo slovenski pokal, ampak mi organiziramo ta vzpon, ker je pač taka prijetna trasa, organizacija mogoče malce lažja, pa tudi ni zgolj tekmovalno usmerjeno, tudi številčno si želimo pridobiti recimo tudi bolj rekreativne kolesarje, ne toliko pač samo tekmovalno usmerjene. So pa v organizacijo tega vzpona za pokal Tanje Žakelj vpeti dobesedno vsi ledinci, ki vas pa zelo pogosto spremljajo tudi na tekmah v tujini. Ja, zelo, saj tudi tako na splošno ledinci zelo dobro držimo skupaj in si pomagamo ob raznih dogodkih, organizacij, pa tudi na mojih dirkah velikokrat grejo zraven, da navijajo, če pa ne, se pa doma organizirajo ali pa na naši plati, na klancu, pa tam skupinsko gledajo in navijajo. Ampak njihove podpore v živo ste najbrž zelo vesela. Ja, najlepše je, ja. Najboljša podpora je tista, pa mogoče doda še kakšno moč, kakšen klanec, ker je fajn slišati domačo podporo. Sicer pa poleg kolesarstva, ki vam vzame veliko časa, ste pa zaposlena v Slovenski vojski, verjetno vam to kar veliko pomeni pri vaši varnosti, predvsem vezano na prispevke za življenje. Ja, tako je. Predvsem, kot ste omenili, to je bolj socialna varnost v državi, da nam Slovenska vojska pokrije te obvezne prispevke, zdravstveno zavarovanje in podobno. Preprosto pač tisti socialni status v državi mi omogočajo, za kar seveda sem hvaležna, hkrati pa je tudi tisti njihov priliv vsakomesečni dobrodošel. Vsako leto imate tudi neke obveznosti, da se morate udeležiti njihovih aktivnosti, kolikor mi je poznano. Je neke obveznosti, niso pa kaj zelo zahtevni, da se jih ne bi dalo oziroma da bi se lahko kaj pritoževali nad tem. Imamo letno usposabljanje, ki traja 3 dni in pa mesečno moramo pošiljati poročila, tako da približno šefi vejo, kje se nahajamo, pa kako nam gre, če pridno treniramo, če imamo v redu rezultate. In pa ob normalnem poteku smo dolžni se udeležiti vsaj 4 aktivnosti Slovenske vojske v Sloveniji,
kakršnikoli sejmi oziroma pa promocijske stvari, ali pa recimo zdaj v tem času bi morale potekati seznanitve za mlade vojaške obveznike. Take stvari, ki pač vzamejo kakšen dan, dva, ampak v celotnem letu so to malenkosti. Omenila sva že tekom pogovora, da eden glavnih ciljev prihodnje sezone naj bi bil nastop na olimpijskih igrah. Izvedba le-teh je še vprašljiva. Kaj pa ostali cilji, pa mogoče tudi malce dolgoročnejši, koliko časa še želite vztrajati v vlogi tekmovalke na tekmah gorskega kolesarstva? Zelo neugodno vprašanje, tako pač ne razmišljam, ne o časovno, koliko časa še, ampak vem, da v nedogled se to ne bo vleklo. Pa hkrati si mislim, ko bi začela razmišljati pač o zaključku, si tega bi že res želela, ampak nekako mi je še kar fajn trenirati in pa dirkati, vse dokler sem nekako v stiku z najboljšimi, oziroma se mi vsaj kakšna taka dirka poklopi, kot se mi je letos svetovno prvenstvo. Sploh pa zdaj v teh letih imam še možnost in pa motivacijo nastopiti na olimpijskih igrah, tako da to je kar velika motivacija. In vaši rezultati dejansko potrjujejo, da še ne smete obupati? Ja, pač zmeraj se spomnim tudi unih rezultatov, ko sem bila najboljša, zmagala svetovni pokal tudi, ampak dejansko na vsakem svetovnem pokalu si pa vseeno rečem, wow, tukaj sem še med najboljšimi na štartu in že to je velik dosežek. Smo pa ljubitelji športa pogosto malce krivični, ko nas, športniki razvajate z nekimi vrhunskimi rezultati, potem pa nam kar naenkrat 5., 10. mesto ni več zadosti, čeprav verjamem, da vsak nastop je vloženega veliko truda in se strinjate, da bi morali ljubitelji športa ceniti tudi nekaj nižje uvrstitve, ne samo 1., 2., 3. mesta. Ja, vsekakor se strinjam, pač tako je, enkrat zmagujejo eni, drugič drugi ampak verjemite, da najtežje je pa nam samim športnikom, ko enkrat dosežemo tisti svetovni vrh, potem pa recimo počnemo in se trudimo na isti ravni, pa tega vrha ne dosežemo več, tudi iz takih razlogov, ki jih še sami ne vemo, ampak ja, preprosto tako je treba sprejeti pa iti naprej in ceniti tisto, kar vložimo in tudi biti zadovoljni s tem. Še enkrat bi vam res čestital za osvojeno 9. mesto na letošnjem svetovnem prvenstvu in pa želim vam, da se vam uresniči želja po dobrem nastopu na olimpijskih igrah prihodnje leto in pa seveda na vseh ostalih vaših nastopih. Super, hvala vam. Vam, spoštovani gledalci, pa najlepša hvala za pozornost in pa vabljeni k ogledu ostalih prispevkov Studia Idrijskih novic.